Dobrodošli naprej. V tem trenutku se moramo seveda zahvaliti vsem, ki nam pošiljate vašo pošto z željami in z vašimi posebnimi prijatelji, ki imajo posebne sposobnosti. Ampak jaz sem se kar veliko geografije naučil, zelo zanimivih krajev nam pišete. Sveti duh na Ostrem vrhu. Slišite to? Sveti duh na Ostrem vrhu, tam smo dobili pismo. Zato pa še nisem slišal. Nisi slišal? Ne, še nikoli nisem slišal. Meni je že Sveti Jurij ob Ščavnici, eksotika. Ampak teh svetih krajev je pri nas ful veliko. Ogromno. Se veš, kaj še kaj poznaš? Imamo Sveti Flora nad Škofjo Loko, pa Sveti Jošt nad Kranjem, pa Sveti Anton na Pohorju, pa Sveti Jernej na Muti, pa Šentvit imamo. Dobro, ti nekaj si imel geografijo, ko je bila 5K. Dober si. To ni bila, ampak so mi bilo všeč kraji. Dobro, zanimivo je, da je v menih teh krajev, ki si jih naštel, da so predvsem moška imena, ampak dajmo pogledati, če kako, dajmo še koga vprašati, če še kak ta kraj pozna. Če sva kakšnega pozabila, mogoče tule, gospod, vi boste zihar. Kako vam je ime? Andrej. Andrej ste? Andrej. A je Andrej kak sveti kraj? Ja, je kak, vi poznate kak? A mi date malo prostora tlele? Ktir kraj pa je še? Sveta Ana. Sveta Ana. A tam ste pa doma, ali kaj? Tako. Odkot prihajate točno potem? Sveta Ana? Sveta Ana, v Slovenskih Goricah. V Slovenskih Goricah. To je kje? To je čisto tam? To je blizu avstrijske meje. Aha. Lenart. Ampak ste, Lenart, tam blizu, blizu avstrijske meje. Zgledate kar Kerelc, zato si vas tu zbrala. Lahko poveste, koliko ste stari? 85. 85, bravo, fajn, kako je? Tako je. Par 85 je lušten. Sem že končal, 85. Ste že končali. Takrat sem videla zvedela, da tudi še niste gledali naše vdaje, da ste prvič tukaj, je to res? Ja. Ampak tudi ne veste, kako vdaja poteka, ne, tako da, fajn. Kako vam je všeč do zdaj? Še. Dobro je, v redu. Še hočemo, ne? Še hočemo. Še gre. Pa poročeni ste tudi, imate 2 sinova, izučili ste se za čevljarja, obdelovali ste manjšo kmetijo in imate tudi čudovito zbirko in zavidanja vredno zbirko šuštarskih in kmečkih orodij. Tako. Bravo. Še vse ohranjeno. Ja, veliko smo zvedeli o vas, ampak v vdaji pa ste danes zaradi enega drugega razloga vas je pripeljal vaš sin in sicer zaradi take čutne zgodbe vašega brata Viktorja. Tako, ja. Zdaj sem še nekako, bi rekel, z veseljem zvedeli, da je še nekaj bil v tujini, v Angliji, ampak žal je že mrtev 2 leti. Deva to zgodbo povedati. Vaš sin nam je povedal, da je vaš brat v bistvu leta 1944 bil poklican v nemško vojsko. Ja, 42. Aha, 42, ja, upoklican, ampak so ga potem na Siciliji zajeli zavezniki in je potem v bistvu postal pilot za zaveznike. Tako, bil je zajet kot jetnik v Aleksandriju, Egipt. In potem je pa tam prišel v angleško vojsko, se nekaj vključil in je odšel v Anglijo in tam je pa tista šola še dala delo nekaj, pol pa je bil pilot. Ja, zvedeli smo, da se je tudi en zelo prelomen dogodek v njegovem življenju zgodil leta 1960, doživel je prometno nesrečo, v katerem je umrla žena in ostal je sam svojo 8-mesečno hčerko. Ste še bili kaj v kontaktu po letu 1960 z njim? Nič več, ker je on bil toliko poškodovan, da ni mogel več pisati, mislim, ali pa se oglašati. Se je že od njegove žene, sestra je še nam pisala enkrat, da je žena mrtva, on pa poškodovan. In tistega časa ni bilo glasa več. No, vaš sin je preko Rdečega križa Anglije ugotovil, da je vaš brat žal leta 2010 preminil, ampak da ima hčerko Ano, ki živi na jugu Anglije in ki je bila v bistvu zelo vesela, ko je zvedela, da ima sorodnike v Sloveniji. In kaj smo mi naredili? Mi smo stopili v stik z njo in je za vas posnela eno tako video sporočilo. Zato vas, dragi Andrej, vabiva na oder, da si ga pogledamo skupaj. Ste za to? Ja. Gremo pogledati. Tole. Kar tukaj sem stopite, tamle se bo sporočilo prikazalo, kar tukaj, če malo počakate, ja. Upam, da ste pripravljeni, dragi Andrej.
tako. 70 let, skoraj 70 let niste videli svojega brata. Zdaj pa boste na ekranu videli osebo, ki je še edina, ki vas povezuje z njim. Videli boste njegovo hčerko Ano. Živijo, Andrej. I am your brother Victor's daughter Anne, and this is my son Alex. My other son Stuart is unable to be with us today, as unfortunately he is working. We are so happy and pleased to find out that after all these years we have family relatives in Slovenia. It is wonderful news to hear. My father often spoke about you in his life before the war and how he would have liked to come back and see you, but unfortunately it didn't happen. But we are so grateful we can say hello to you with this video. We hope you and your family are very well, and it would be lovely that maybe one day we'll be able to come over and see you. But for now, we hope you've enjoyed this video, and we wish you all the best. Adieu. Bye. Hvala lepa. Gospod Andrej, če se kar obrnete tukaj naprej proti občinstvu. Mene nekaj zanima, zdaj, ko ste videli vašo nečakinjo Ano, vas kaj spominja na svojega brata? Na vašega brata? Ja. To je od mojega brata, to smo se tako davč, da so že bili v takem stanju, mislim, da ga sploh ni več, ampak da v tolikih letah še človek nekaj najde svojega brata, pa to pa je neko, ne vem, težke, od veselja bi človek ne vem kaj naredil, ne samo zdaj, ker je že prepozno, živi ga več ne moramo videti, ne, pa še vseeno je lepo, da se je tudi Rdeči križ rekel, toliko poskrbel, da je to se dalo najti. In še vseeno je hvala vsem tistim, kjer so se potrudili, pa da so nam to uspeli pokazati, pa da smo se lahko malo olajšali, pa da smo v družini nekaj smo veseli. Rad bi pa videl, da bi še se enkrat pokazala doma na našem. Sej, v sporočilu je Ana rekla, da je bila tudi ona zelo vesela, ko je ugotovila, da ima sorodnike v Sloveniji in da bi tudi ona enkrat pač morda zelo rada, da bi se videli. Kako bi se vi počutili, če bi? Kaj bi za vas pomenilo eno to srečanje z njo? Ne vem, ne bi imel besede, da bi, ne vem, kako bi se prvo težko, pač tako veselje, pa ne vem, žal še sestra, tudi od Viktora, od brata mojega, ne, ona je tudi mrtva, 3 smo bili in zdaj edino mene še je te našla, zdaj to vnukica, ne, ampak. Dragi gospod Andrej, usoda je žal tako hotela, da svojega brata ne morete objeti, lahko pa zato objamete njegovo hčerko, vašo nečakinjo Ano, ki je danes tukaj v studiu. Ana prihaja tamle zadaj skozi naš portal. Tukaj je Ana, posebej za vas. Ja, pa se... Živijo! Ja, pa je to mogoče, ha? Ja, čujte. Ne veseli! Ja, edino. Vse smo gas. Kako je to moglo biti? Nič ne smo vedeli. Ja, tole je bilo popolno presenečenje, če se samo takole obrnete, da vas bo še kamera videla. Popolno presenečenje za vas. Hello. Hello, Anne. Hello. How do you feel right now, seeing your uncle for the first time? Very happy. Very happy. Yes. You're going to be here for how long?
A week? A week. Torej, imela boste cel teden, zelo je tudi ona vesela, da vas je končno spoznala, imela boste cel teden, da se pogovorita in jasno za celo vašo družino in da spletete stike, ki jih upam, da nikoli več ne boste pretrgali. Tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Thank you, Anne, for coming. Hvala lepa. And we wish you a beautiful week of getting to know each other, having fun together. Se ne moramo se pogovoriti, da se Tako se bosta pogovorila. ona angleško, da jaz po slovensko. Thank you very much and enjoy your stay together. Hvala lepa in uživajte v tem tednu. No. Okay. Tako. Andrej. Še en aplavz za Ano in Andreja. Živeli. Nasvidenje. Hello. Ojo. Ja. Joj.